Danes bi radi odreagirali na napovedi, ki so žal neusmiljene, napoveduje se spet nenormalno visoka inflacija, seveda z nenormalnim dvigom cen. Dogovorili smo se, da bi danes imela glavno besedo Vlado Božič, ne pa Andreja Poje. Ja, v glavnem po jesenskem povečanju cen izdelkov se nam bliža spet novi val podražitev. Proizvajalci in trgovci napovedujejo nove podražitve, očitno jim jesenske podražitve niso prinesle dovolj dobičkov. Zakaj tako govorim? Najprej bi vam rad predstavil statistične podatke, in sicer vedno, kar rekli, da statistika je mala laž, velika laž pa statistika, vendar mislim, da so te podatki točni, ker so posredovani na Eurostat in zadeva je taka. Te številke sem vam tudi dostavil, tako da jih imate tam nekje. V primeru pšenice, recimo, se pšenica od lanskega decembra do 9. meseca podražila za 53%, torej za 0,7 centa. Potem, če pogledamo, recimo, če pogledamo koruzo v zrnju, se je podražila za 53%. In zdaj imamo tam napišen predmini akcija, cene so sicer takšne, kot so bile, vendar so akcije in imajo trgovci prosto pot glede zvišanja cen. Glede samih cen sem vam tudi podal tole tabelco. V tej tabelci smo zajeli dejansko vse cene hrane, ki se najbolj porabljajo v enem gospodinstvu. Naprimer, če pogledamo, da so se, tle imate tako cene na leto 2006, cene na leto 2007, s tem, da so opredeljene noter tudi količine, ki smo jih lahko kupili lansko leto in količine, ki lahko kupimo ta mesec. Tako da boste videli, kakšne so razlike glede tega, koliko manj lahko vsako leto kupimo. In če gremo samo pri teh nesrečnih breskvah, ki so prve, lahko kupimo, kot vidite, tle 125 kg breskov manj, in potem imate nanizano dol vse ostalo sadje. Interesantno je tudi pri kanalščinah, to so zadeve, ki so se izredno podražile, odvoz smeti, ki se je izredno podražil. In druga zadeva, ki je težko spremljati, so pa pralni prahi. Zakaj? Ko gremo spremljati pralne praške, so bili prej v 3-5 kilogramskih zavitkih, zdaj so zavitki drugačni, tako da je primerjava izredno težka, pač to je zgledljivost trgovcev. Zdaj, izbor izdelkov, ki smo jih vzeli, je tak, da ne bi sicer bili to izdelki, ki so nekje aktualni za vsako družino, vsako gospodinstvo, kot se že prej rekel. Svinjsko meso se ni tako podražilo, tudi piščance, kot vidite, samo za 7,23 oziroma 7,47%. So pa interesantni podatki, da se pa recimo toaletni papir oziroma mleko, se je mleko pocenilo za 9,2%. Zakaj poudarjam mleko? Vete, mi pijemo najdražje mleko v tem koncu Evrope. Pri nas je recimo mleko 1,09 evra, v Italiji je 0,95 evra, v Avstriji je evro pa 3 cente, ter naprimer v Hrvaški 0,75 evra. Ker so naše plače relativno, ampak kar precej nižje, kot pa so v tujini, bo še kolegica vam povedala, kako je v teh primerjavah za tujino. Ker v tem imamo pa pravo sliko, kje smo.